Slovenska Istra se srečuje že vrsto let z, precej izzivi. Eden od ključnih, katerega mi vidimo, je oskrba s pitno vodo, za katero vemo, da že vrsto let se Slovenska Istra bori, da bi pridobili še dodaten vir pitne vode. In nažalost država do sedaj ni imela nekega večjega posluha. To je ena od ključnih tem, za katero se bom zavzemala v Državnem zboru. Druga pomembna, problematika ali izziv, kot temu rečemo, je infrastruktura, infrastrukturni projekti, predvsem cestne in železniške povezave. Koper je gospodarsko mesto, turistično mesto, ima veliko potencijala, ljudje radi živimo tukaj, vendar vemo, da se soočamo z velikimi težavami, predvsem kar se prometnih povezav tiče, posebej v poletnih časih in mesecih, kadar imamo tudi veliko turizma. Skratka, to je ena od točk, s katero se bomo mogli resno soočiti v Državnem zboru, ko bomo izvoljeni. In še ena od ključnih problematik, s katero vem, da se že dolgo cajta nihče resno ni ukvarjal v Ljubljani in usmeril svojo energijo na obalo, je stanovanjska problematika. Vemo, da na obali je zelo majhna, ponudba javnih najemnih stanovanj, kar uspejo lokalni skladi ali pa občine zgraditi, se naredi. Vemo, da v Kopru dolgo časa je bila vrzel, zadnja stanovanja, ki jih je Republiški stanovanjski sklad zgradil v Kopru, preden so zaključili zdaj zadnji projekt, je bil leta 2007, naslednji je pa bil šele v lanskem letu oziroma leta 2024. Torej vmes je bila ena taka zelo dolga vrzel, kar se ne sme več dogajati. Da ne pomenjamo, da v drugih istrskih občinah je situacija še toliko slabša. Skratka, izzivov imamo veliko, seveda tudi z našo Luko Koper. Vemo, da so apetiti taki in drugačni z različnih strani, se nam obetajo, vendar zavzemamo se za to, da Luko ohranimo še vedno slovensko in da ostane v Kopru taka, kot je, seveda. Pa njena širitev mora biti nekako v sinergiji z lokalnim prebivalstvom in z okolico. Kajti menimo, da so kapacitete, ki jih ima Luka na tem območju, že precej zapolnjene. Jaz bi rekla to, da imam že precej izkušenj na delovnem področju. Moja, poslovna pot je bila najprej 20 let delovne dobe v gospodarstvu, zadnjih 5 let delam v javnem sektorju, tako da poznam delovanje ene in druge sfere, poznam težave, s katerimi se soočajo tako podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki na splošno, poznam delovanje javnega sektorja, tukaj so razlike precej velike, vendar ena in druga sfera sta potrebni za delovanje države in zato država mora znati pravilno usmerjati obe sferi. In jaz tukaj vidim svojo prednost, ker nekako se znam soočiti z vprašanji na eni in na drugi strani in upam si pač povedati, da bi znala odgovoriti na marsikatero vprašanje sogovornika, tako iz gospodarstva kot iz javne sfere. Zdaj, v Demokratih, nas na teh volitvah kandidira 88 kandidatov, torej pokrivamo vse volilne okraje v Sloveniji. Mislim, da smo celo ena redkih strank, ki ima v vsakem okraju svojega kandidata. Seveda moramo vedeti, da smo tudi zelo različni. Nenazadnje je tudi stranka Demokrati nastala kot nova stranka pred 2 leti in združila v stranko ljudi z različnimi pogledi in z različnih političnih sfer. Tako imenovane leve kot desne sfere. Vsi smo pa tisti, ki nekako želimo neke spremembe z neko sredino in da se nehamo polarizirati, ampak to ne pomeni, da pač nimamo različnih pogledov med seboj. Ampak ker je stranka, katera razvija dialog spoštovanja, torej spoštljiv dialog, se o temu v stranki tudi na tak način pogovarjamo in iščemo najboljše rešitve, ki pripomorejo skupnosti državljanom, skratka za širšo skupnost prebivalcev.
Jaz bi se vrnila torej na tiste 4 začetne točke, torej to so točke predvsem vezane na naše lokalno okolje, vezane na našo slovensko Istro, ne nazadnje ne samo za Koper, ampak za vse 4 obalne občine. Torej pomembna je oskrba s pitno vodo, pomembna so infrastrukturni projekti, pomembno je gospodarstvo. Ne nazadnje imamo program, ki smo ga sestavljali 2 leti in je izjemno dobro napisan program, to je Uspešna Slovenija 34, v katerem je zajeto, bom rekla, 14 področij, ki so ključni za razvoj Slovenije, in v vseh teh področjih se vidim kot nekdo, ki bom lahko podajal svoje predloge in mnenja. Naj dodam to, da smo stranka Demokrati, si radi rečemo, da smo stranka evolucije, ne stranka revolucije. Torej naš program temelji na dolgoročnih rešitvah in na tisto, kar vemo, da bo našim generacijam bodočim lahko doprineslo bistveno lažje in boljše življenje v tej naši prelepi državi. Tako da jaz bi povabila vse naše krajane, moje someščane, da se 22. marca udeležijo volitev, da obkrožijo številko 13. To ni nesrečna številka, verjamemo, da je srečna številka za prihodnjo Slovenijo in da se v vsakem primeru pa volitev udeležijo, ker vsak glas je pomemben.